Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage dame in cenjeni gospodje, zdaj pa prihaja tema, ki verjamem, da bo vsem, da bomo napeli naša ušesa in se rekli, tole moram pa zdaj poslušati. In sicer bomo govorili o tem, kako lahko poskrbimo za to, da bo naš trebušček raven. Ja, lepo pozdravljeni Simona in Anita, upam, da ste v redu. Živjo, super, živjo. Simon, prvo vprašanje, ne? Zakaj je pravzaprav nabiranje maščobe, torej okoli trebuha, nevarno? Je to nevarno? Zakaj nas tako strašijo? Ja, zdaj eno je površinska maščoba, eno je pa ta visceralna, ta maščoba okrog organov. In ta maščoba je nevarna, zato ker tudi potem so ta vnetja, notranja vnetja, ki jih niti ne čutimo kot neko, pač ne občutimo jih, so lahko bolj kritična. Tako da mi si to lahko tudi malo preverimo, ker se uležemo. Ta površinska maščoba se tako razleze, tiska se razleze in je takrat raven trebuh, recimo, ko se uležemo. Če pa je ta podkožna, ta visceralna okrog, pa kar še gor stoji. In tako je malo razlika, tako da mogoče malo vidimo, da je razlika. Pa se gledate. Pa tisto ne moramo tudi prijeti, ta površinska, lahko tiste špehce, malo šlavke, malo jih primemo, tista visceralna je pa tako lahko tudi trda, je pa kar se odbija trebuh lahko, tako da je malo razlike. Anita, zdaj ponavadi se s to maščobo začnemo srečevati malce kasneje, torej pri 20 načeloma še nimamo teh težav, tam proti 40-ki se pa že začne. Zakaj? Kaj se dogaja? Ja, v bistvu takrat se začne poznati na našem telesu vse, kar smo do takrat delali. To je ena stvar. Pa v bistvu veliko bolj smo tudi pod stresom in še bolj občutimo tale hiter tempo življenja. Ponavadi so takrat družine, otroci, naporne službe, premalo spanja, hormoni, vse to in zaradi tega je nekako takrat to toliko bolj pride do izraza. No, Simon, to je tvoja, bom rekla, tvoje področje, hormoni, kortizol, kaj se dogaja in zakaj ima to veze? Ja, v bistvu trebušček, saj smo že v drugih enih oddajah smo govorili o tem, kako kjer se nam maščoba nabira, tudi pove, s katerim hormonom imamo težave. To nabiranje na spodnjem delu trebuha je povezano z tem stresnim hormonom, ki pa je zelo povezan tudi z inzulinom, tako da sta si v bistvu nekako sorazmerna, ko kortizol pol pade, skoči inzulin, tako da kadar v bistvu tako, kadar smo mi v stresu, je povišan kortizol in rabi inzulin. In potem, ko nam sladkor pade, skoči ta naš kortizol in spet rabi sladkor in smo tako v enem takem roller coaster, tak vlakec skozi gor dol. In to se v bistvu pozna na tem delu, zato ker pojemo tudi preveč nekih ogljikovih hidratov in se to naloži za slabe čase, ker telo špara, ker je v stresu. Tako da tukaj moramo mi v bistvu delati na teh dnevnih hormonih, te, ki se na dnevni bazi nekako spreminjajo, in ta glavna sta v bistvu kortizol in inzulin, ki pa vplivata tudi na melatonin, če se ne naspimo, spet je to eno tako neravnovesje. In to so hormoni nadledvičnih žlez. Spati moramo dobro, kaj še? Sprostiti se moramo, tako da te tehnike sproščanja, preveč smo samo v stresu, premalo pa se sproščamo, delamo stvari, ki nam pašejo, ki so nam všeč, preveč se ženemo. Tudi ta nekak tempo, družba nas sili v to, da smo tako overachieveri, da bi radi preveč dosegli, moramo vse imeti, zato da bomo sprejeti v družbi. In to nas v bistvu tudi potem izčrpava. Še posebej ženske, ki nimamo samo službe, ampak imamo še cel kup enih vlog v življenju in hočemo biti perfektne in mame in ljubice in wow in business woman in vse na kupu in to je dostikrat prenaporno in se potem pozna na trebuhu, odnosno telo špara, ker je v stresu. Zato pa nastane trebušček. In zdaj po 40. Torej to je alarm. Ja, po 40. pa že ostali te hormoni spolni že malo pešajo in prevladujejo v bistvu te dnevni hormoni, te nadledvični, te adrenalni hormoni. Tukaj je problema. In mi moramo zdaj to zbalansirati, da te umirimo, da spolni hormoni so tisti, ki so glavni, ne pa te stresni. No, stres gor dol.
Anita, zihar mi lahko zdaj takole stres iz rokava, v bistvu kako pa lahko poskrbimo za to, torej, da doživljamo čim manj stresa in da torej ne pride do teh alarmantnih stanj v našem telesu? Ja, definitivno. Zdaj za stres pa za sam kortizol pa tako je ključno, da smo ozemljeni. Se pravi, da smo dovolj povezani s svojo prvo čakro, da nam prva čakra deluje čim bolj optimalno. Ker v prvi čakri je stres, strahovi, panika in pa tudi to, ko v bistvu vse to naše hitenje, pa ko smo skozi v tem dvignjenem kortizolu, vse to nas ločuje od ozemljenosti in od prve čakre. In kaj se takrat lahko dogaja na fizični ravni je to, da v bistvu jemo več hrane, kot je rabimo. Zakaj? Ker hrana je spet zemlja, hrana nas ozemljuje. In ne rabimo se mi ozemljevati s hrano in prenožirati in bomo pač potem imeli še večji trebuh, ampak je bolj, da naredimo kaj energijskega. Naprimer, zelo enostavna tehnika je, da samo lepo poravnano sedimo, da imamo stopala na tleh in v bistvu lahko grejemo roki. Bomo kar naredile vajico, da bojo lahko še gledalci z nami, da gremo v akcijo. Tako se grejemo roke, tukaj imamo v bistvu vse naše čakre, tako jih aktiviramo in zdaj jih položimo dol. Če bi hoteli iti v zgornje čakre, bi roke obrnili gor, zdaj se želimo pozemljiti. In dejansko samo občutimo naše noge, lahko že kar trtico in cele noge, stegna, kolena, goleni, stopala. In probamo zares začutiti tole našo povezavo stopal s tlemi. Kako smo dejansko, da gre zares naša pozornost v stopala in ostanemo v takšnem položaju, glede na to, koliko imamo časa, koliko časa nam je prijetno. To lahko naredimo kjerkoli, tudi če smo v službi ali pa če smo nekje v gužvi, pa smo trenutno pod nekim velikim stresom. Ne rabimo, da se gremo roke in vse to, lahko damo samo pozornost na stopala in se na ta način ozemljujemo. Kaj je še super? Super je tudi, da čim več bosi hodimo. Aha, bosonogi torej. Ja, da se ozemljujemo. Sicer je zdaj res zima, ampak je tudi tako, da ako smo mi s prvo čakro dovolj povezani, ko prva čakra deluje optimalno, da nas ne zebe. Če nekomu vedno hladno in prav ima mrzle, ne vem, roke, noge, trebuh, rit, to smo spet pri prvi čakri in pri tem stresu. Tako da to je to. Potem pa, če gremo energijsko še malo naprej, naprimer spodnji del trebuha je tudi povezan z drugo čakro in z njenim neoptimalnim delovanjem. Če se nekomu maščoba nabira, predvsem na področju spodnjega dela trebuha, je potem tukaj druga čakra. To je v bistvu naš center za uživanje. Mogoče si ne dovolimo uživati, ampak samo gremo za nekimi drugimi stvarmi, ki pa dejansko nas ne izpolnjujejo. Če smo nezadovoljni, če smo preveč pod nekimi občutki krivice, vse to šibi drugo čakro. Okrepimo jo pa lahko s tako sijočo oranžno barvo, lahko jo nosimo, ne vem, kot obleko, lahko kot en dodatek, lahko kakšen nakit, mogoče kristal, karnol. Tako različne stvari lahko. Lahko samo spodnje hlače, če nočemo, tako da se vidi. Res veliko stvari in pa tako nekako, da si damo dovoljenje za uživanje. In da res tudi pojemo. Če smem zmotiti to uživanje, Simon. Zdaj to je v bistvu tudi povezan s sporočanjem oksitocina, ne? Kako je zdaj to tudi povezan s hormoni in s kortizolom? Ja, oksitocin v bistvu balansira kortizola. Vse to, kar je Anita povedala, to so te tehnike sproščanja, ki jih premalo mi v bistvu v naše življenje vključujemo. Ženske imamo slabo vest, če bi me spočivale, če bi delale, ne vem, pile kavico s prijateljico, gledale kakšne nadaljevanke naše ali karkoli, delale pač to, kar nam paše. Ne vem, kakšne modne revije listale, ali šle v šoping, ali pač nekaj, ali pa vrtičkale, ali karkoli. Imamo vedno neko slabo vest, da pa tega ne smemo, da moramo pa skozi neki biti našponane, pa skozi neki služiti drugim, pa na ta način. In premali tega res sproščanja, da bi šli tudi na masažo, da se sebi posvetimo. Mi smo itak zmer ta zadnje, vsem drugim se moramo razdajati. In to pol tukaj se to vse nabira. In zdaj, ko vidimo, ko to imamo nabrano, si rečemo, zdaj pa te boš take delala, ne? Ja, to je spet je stres, spet telo, spet špara, spet v kontra. Tako da bi bilo mogoče boljše, če bi šle na sprehod, se sprostile, delale te tehnike sproščanja, da te čakre v bistvu sprostimo, da se hormoni malo sprostijo, da se med sabo uglasijo, povežejo. Tega je danes premalo, ne? Tako da to jaz tudi v praksi v bistvu opažam, ne? Ok. Zdaj,
Anita, prej si omenila drugo čakro, tudi tretja ima nekaj tukaj še veze, ne? Nisem še prišla do nje, seveda. Tretja čakra je pa v bistvu povezana s tem, ko se nam maščoba nabira bolj na zgornjem delu trebuha, ali pa tudi napihnjenost je tukaj, slaba prebava. Zakaj? V bistvu so različni vzroki spet. Eden izmed razlogov je na primer lahko to, da ne spuščamo stvari, mogoče na fizični ravni, na čustveni, in vse to kopičimo v sebi in seveda črevesje potem tako ne deluje, kot bi moglo, in se nekje pozna. Potem je mogoče, da ne slišimo sebe, da jemo hrano, ki nam ne odgovarja, ker nisem nujno, da imamo alergijo dokazano. Preprosto določena hrana ni za nas in to se lahko potem odrazi v obliki napihnjenosti. In lahko so tudi vetrovi. Potem pa tudi dejansko, če si ne dovolimo biti to, kar smo, če nas je, mogoče gremo kam, pa nas je sramota, da bi se pokazali takšne, kot smo, pa se potem vedno nekaj spreminjamo, da bi kao pasali tam, kamor gremo, ampak dejansko s tem naredimo samo škodo in v bistvu naloga tretje čakre je, da si dovolimo, da sijemo in da si dovolimo biti to, kar smo, da se povežemo s svojo identiteto, to lahko krepimo tudi z rumeno barvo in pa zares tem, da se mogoče malo povprašamo, kaj si pa mi želimo. In potem sledimo temu. Ok, zdaj pa je čas, da si pogledamo torej ukrepe, torej katere ukrepe moramo uvesti, da se seveda nekako preventivno zaščitimo pred tem, da bi se nabirala maščoba okoli trebuha, torej zmanjšati, kot sta sicer obe dve gosti že povedali, stresne oziroma naš stresni odziv, ter ukrepitev torej nadledvične žleze, kot je povedala Simon, s pomočjo adaptogenov. Adaptogeni, kaj je to? Kdo? Katera? Evo. To so pa v bistvu, naprimer, tukaj imamo super poliadaptogensko mešanico, adrenal. Adaptogeni drugače delujejo v našem telesu. Adaptogeni so rastline, ki rastejo v izjemno težkih pogojih in zaradi tega razvijajo v sebi moč prilagajanja. In s tem, ko jih mi uživamo, dejansko mi dobimo sposobnost prilagajanja in se potem lahko prilagajamo vsem, pač, kar se nam v življenju dogaja. Lahko je, naprimer, dejansko delajo v našem telesu optimalno stanje. Naprimer, če imamo preveč energije, nam jo znižajo. Če imamo premalo energije, če smo zaspani, jo zvišajo. Vedno iščejo optimalnost. Tudi delovanje hormonov, pa adrenalnih žlez, pa tako dejansko spet balansirajo. Vse stremijo tako k enem balansu in no, to si zelo tako strokovno povedala. Zdaj, nas lajke pa zanima, glede na to, da sama v bistvu že 4 mesece tole testiraš, kakšne so v bistvu občutki, razlike, kaj ni drugače kot prej? Pri meni je največja razlika to, da ne pijem kavice od 3. dneva, odkar jem adrenal. Pa sem jo prej pila tako, ful mlada sem začela piti in sem jo dolgo pila in kar velike količine. Sicer nisem imela težav po kavi, ampak vem, da na dolgi rok ni dobro in zaradi tega sem jo želela nehati piti. In predtem sem, na primer, večkrat probala, pa mi nekako ni šlo, me je ali bolela glava, ali sem bila zaspana. Tako da odkar jemljem adrenal, pa dejansko mi je super in res ne pijem kave in se super počutim. Tako da definitivno bi jaz adrenal priporočala vsem, ki si želijo energijo, ampak tako takšno lepo, se pravi, da lahko lepo funkcioniramo, da ni tista živčnost, ker to ni isto kot lepa energija, ampak dejansko, da smo istočasno in umirjeni in da imamo energijo dovolj za ta vsakdanji naš življenjski slog, za vse naše obveznosti, za vse, ki imajo težave s hormoni. Pa je to tak fajn nadomestek namesto kave, ne? V bistvu odličen. Ja, v bistvu tako, kava samo nas dvigne, nas spidira. In polk je tisti padec, se tresamo in je ta padec problematičen. Adaptogeni pa to regulirajo. V bistvu telo prepričajo, da ni v stresu. Tako si lepo povedala. V bistvu prepričajo telo, ta odziv, smo rekli, ta stresni odziv je drugačen. Ker lahko je stres, samo odziv našega telesa je problem. Če je to kakšna oseba, ki nas nervira, odvisno kako se mi do nje, kako mi do nje, kakšen je naš stav do nje, a to je nam stres, a nam grena jetra, grena nekaj, ali mi to lepo sprejmemo to osebo, tudi če je problematična, da nam ne dviguje kortizol. Jaz rada tako na predavanjih ponovadi rečem, osebe, ki nam dvigujejo kortizol, tega si ne smemo dovoliti. Mi moramo malo svoj odnos do te osebe, svoj odnos do tega stresa. Če to spremenimo, tudi, ne vem, tašče, šefi, ne vem, neki kolegi, karkoli, nam ne bojo toliko nihali kortizol, pa jetra, pa šli na jetra, pa nam delali tam težave. Ampak tako, da moramo tudi mi biti malo adaptogeni, se moramo mi tudi malo prilagajati. Zdaj tlele mešanice nam pa to nekako pomagajo, da v bistvu telo prepričajo, da ni v stresu. Na ta način to deluje, ker mi ne znamo.
Zato se potem poslužujemo teh mešanic. No, ko si ravno jetra, tokrat na jetra, ne, en fajn ukrep je tudi seveda, da se lotimo torej formule, ne, za čiščenje črevesja in pa jeter. Poleg tega se priporoča med ostalim tudi torej kurkumin, ki deluje protivnetno, ne, in pa hkrati omega-3. Zakaj v bistvu gremo na maščobo z maščobo? Zakaj je omega-3 fajn? Ja, omega-3 so pač maščobe, ki jih telo ne more samo proizvajati, ne, so te esencialne. In ponovadi jih imamo premalo, ne? Premalo jih vnašamo, več je teh omega-6 pa teh pač drugih škodljivih maščob, da ne grem zdaj v detajle, ne? Premalo je pa teh omega-3, ki so pa pomembne za tvorbo hormonov, za boljše delovanje možganov in tudi za to regulacijo teh vnetij v telesu, ne? Ker mi se tudi redimo zato, ker so ta vnetja v telesu zelo močna. Ne? To je tudi, ne? Zato tudi kurkuma, ne, tako protivnetno. Dostikrat se tudi na nekih markerjih krvnih vidijo ta skrita, potuhnjena vnetja. Ker zdravnik reče, ja, sej slika je BP-a, ne. Zdaj, če pa pogledaš nekako z enega funkcionalnega vidika, se pa vidi, da se nekaj se packa v telesu. Ne počutiš se dobro, ampak nimaš bolezni še. Ne? Ampak če to traja dolgo časa, pa lahko pridemo do bolezni. In je boljše, da zdaj ta vnetja v bistvu nevtraliziramo, kurkuma, omega-3, ne, to. In tudi vnetja, zato ker kortizol tudi uravnava ta imunski sistem in te odzive. To je zelo pomembno, ne. In tukaj imamo pa zato sistem pomagamo. Okay. Pa še iz psihosomatskega vidika, torej en tak vzrok, nekaj sem prebrala, da bojda ljudem, ki se jim torej nabira maščoba v predelu trebuha, da ne bi bili dovolj ljubljeni in negovani. A je kaj na tem? Ja, definitivno. Vse izvira iz tega našega dostikrat otroštva, ko mogoče se nismo počutili na način, kakršnega smo se želeli. In mi potem celo življenje iščemo potrditve in tako. Sicer pa vsi ljudje želimo ljubezen in sprejetost. Tako da, ja, in definitivno, manj kot se čutimo ljubljeno, sprejeto, spet smo lahko pri nekem emocionalnem prenajedanju, ki spet pripelje do trebuha in tako nasplošno. Okay. No, zdaj nekako smo povedali torej vse vzroke, zdaj pa če gremo zelo na hitre rešitve, torej zdaj nek povzetek naredimo v bistvu, torej vse tiste, ki bi se radi danes lotili torej zmanjšanja maščobe, ne, torej na tem področju oziroma to v prihodnje preprečili. Simon. Ja, zdaj večinoma žensk telovade, ne. Mogoče to ni najboljše, spet odvisno, kakšno telovadbo si omislimo, ne. Če je to neka kardiovadba, ki je daljša od 20-30 minut, bo spet kortizol dvigovala, pa še v nepravem času dneva, ne, da je to popoldne zvečer, ne, takrat se moramo mi umirjati, ne, da zdaj skačemo in pa se čudimo, zakaj zvečer ne moramo zaspati, ne, zato ker smo se naspidirali, ne, ker je bil napačen dan dneva vadba, zjutraj tak se nam ne lupa, ne, pa imamo cel kup drugih obveznosti, ampak jaz ne bi niti šla to prvo na vadbo, ampak vedno ženske to pomislijo, ne, manj jaz, pa več telovaditi. Dostikrat pri hormonih to ne deluje. Ne, to so, zdaj ženske tako niste same krive, ne? Ampak dejansko ne deluje. Bolj se umiriti, ne? Pogledati, kaj so tisti, kateri so te stresni. Jaz rečem temu stresni inventar, ne? Kad delam v mojih programih, pa kad delam z mojimi strankami, naredimo stresni inventar, malo, da vidimo, kaj je treba počistiti, kakšne nahrbtniki so. Ne? To smo ljubljeni, nismo. Ne? Ta maščoba nas ščiti pred nečem. Doskrat ženske si tudi nalagajo to maščobo, ker hočejo neko, da se zavarujejo pred ostalimi, da odrinejo ostale, da jih odrine. Češ bom grda, bom taka, pa bom odrinila. Tako podzavestno, tudi v to smer, recimo, čustveno. Tako da dostikrat ni to samo hrana pa telovadba, ampak moramo najprej to čustveno navlako, ta inventar, stresni inventar. Kaj nam dela stres? Lahko tudi hrana je stresna, jaz sicer bolj poudarka dajem pri svojem delu te stresni prehrani, ampak vidim, da tudi sama sem se... Kaj pa manj hrane, Simon? Kaj hrane, kar se tiče hrane? Kaj moramo zreducirati? Stresna hrana je v bistvu sladkor, potem tudi ta hrana, na katero imamo intoleranco, alergija ali intoleranco, pač tisti alergeni 13 vseh, ki so, recimo, so lahko problematični tudi z tega vidika, ki jih telo pač zavrača in tudi to dviguje kortizol. Napačna hrana za naše telo.
Ne? To je pa kemikalije in vse to, s čimer smo okroženi, kar je v hrani, okrog nas, kozmetiki in tako dalje, v okolju. To tudi nam ni prijazno, zato je tudi več danes tega stresa. Telo je v tem nekem kemičnem, fizičnem stresu, ta telovadba, kemikalije, hrana, to je fizični stres, pa je pa ta čustveni stres. Ampak mi vedno mislimo, da je stres čustven. Pa ni samo to. Telo ne loči, te sekira tašča ali ješ napačno hrano. Ja, hvala seveda obema za vse te nasvete. Jaz upam seveda, da ste si jih čim več zapomnili. Ne pozabite torej podpreti jetra, črevo, C-vitamin vzemite, okrepite drugo in tretjo čakro, pa seveda ne pozabite hoditi s kuram spat. Torej, zgodaj v posteljo, pa ne tako tablic imeti pa telefonov ob 22. da ležite in uživate v miru in tišini in v temi seveda. Hvala obema za obisk. Hvala. Hvala.